Lepo pozdravljeni v oddaji Mini portret. Današnja gostja je direktorica in dekanja IEDC Poslovne šole Bled, profesorica Danica Purg. Je predsednica Mednarodnega združenja za razvoj menedžmenta SIMAN, ki povezuje preko 200 menedžerskih šol iz 53 držav. Je tudi direktorica Evropskega centra za voditeljstvo, ki ima sedež na IEDC Poslovni šoli Bled. Za predsedujočo pa je profesor Danico Purg letos izvolil upravni odbor Gibanja Združenih narodov, imenovanega na čelo odgovornega poslovnega izobraževanja, ki združuje skoraj 500 poslovnih šol in univerz iz 80 držav. Profesor Danica Purg, prisrčno pozdravljeni. Dober dan. Prvo vprašanje, kakšen naziv vam je najbližji? Profesorica, dekanja, direktorica, menedžerka, predsednica, namreč združujete vse. Pa mislim, da mi je najbližje direktorica, ker tako me imenujejo v Sloveniji. Tukaj sem že 28 let direktorica te šole, sem seveda profesor in tako naprej in tudi dekanja, ampak mislim, da sem najbolj navajena in tudi najbolj funkcioniram v funkciji direktorice. Pred kratkim je šla, oziroma pred dobrim tednom dni, knjiga Skriti zmagovalci Vzhodne in Srednje Evrope ter Turčije, katere ste soavtorica, izdala jo je založba Springer, pišete pa o skritih zmagovalcih Slovenije. Kdo so te skriti zmagovalci, pa tudi kako vaša poslovna šola sodeluje z njimi? Ja, najprej moram reči, da je v tej knjigi kar 29 avtorjev. To so avtorji iz različnih držav, ker to je velika mednarodna raziskava bila. Slovenija je pravzaprav bila nam za inspiracijo, za pobudo in v slovenskih zmagovalcih, mislim, mi smo delali raziskavo v 19 državah, objavljenih jih je 18 v tej knjigi, to je ta knjiga in je, mislim, res smo ponosni na njo, ker je izšla pri Springerju v Nemčiji. In je, bom rekla, res presenečenje za ves svet in še več sigurno bojo, ker to je ravno kar išlo, tako da bojo sigurno o tem veliko pisali, ker si ne predstavljajo, da je toliko inovativnih podjetij, ker skriti zmagovalci pomeni, da so to inovativna podjetja, za katera v bistvu ne znamo, ne vemo dovolj. Ki jih ne poznamo. No in v Slovenija ima 16 takih skritih zmagovalcev, kar je izjemno zanimivo, še posebej zanimiv fenomen, zato ker je, recimo, Švedska velja za državo, ki ima zelo veliko skritih zmagovalcev, poleg Nemčije. Ampak na Švedskem velja, da sta dva skrita zmagovalca na milijon prebivalcev in to se šteje za veliko. Pri nas imamo pa 16 in kot vemo samo 2 milijona prebivalcev, tako da Slovenija je res dobra na področju inovativnih majhnih podjetij, pa niso vsa majhna, recimo Akrapovič je kar veliko podjetje že, Seaway tudi, Instrumentation Technologies ni ravno veliko podjetje, ampak je izjemno, bom rekla, ima veliko perspektivo, tako kot druga, Pipistrel, skratka Optoteka in tako, skratka Bisol, tudi za Hidrio velja, da je eden od skritih zmagovalcev. Skratka, zelo veliko jih je in zelo dobra podjetja so. Veste, in zanimivo je tudi pogledati srbska podjetja, tam so recimo najbolj znani po teh inovativnih podjetjih na področju računalništva, teh programov in tako naprej. Tako da, pa v Bosna ima 5 takih inovativnih, ker kaj pomeni skriti zmagovalec? Definicija za skritega zmagovalca, ki jo je dal znameniti nemški avtor Hermann Simon, ki je prvi napisal o tem knjigo, je, da za tega štejemo, za skritega zmagovalca štejemo podjetje, ki je prvo ali drugo v Evropi in pa prvo, drugo ali tretje v svetu. Tako da to so podjetja, ki sem jih prej naštela oziroma ki sem jih omenila, nekaj samo med njimi, to so recimo med prvimi v Evropi. Se pravi, to je tudi glavni kriterij, na podlagi katerega je ta definicija. Ja. In potem smo mi analizirali liderstvo, kdo vodi ta podjetja, kako jih vodi. Potem smo napisali nekaj o trajnostnem razvoju, posebno poglavje na osnovi te analize. Potem smo razpravljali o inovativnosti teh podjetij. Skratka, mislim, da bomo zdaj imeli kar vrsto povabil na razne konference po svetu. In tudi vi s temi podjetji oziroma vaša poslovna šola tudi sodeluje z njimi?
na nek način? Ja, radi bi sodelovali še bolj, ampak sigurno smo razvili neke vrste sodelovanje z njimi, že zaradi tega so v knjigi, ker smo jih poznali, ker smo torej prišli do izvorov informacij, ker namreč ta podjetja ne dajo rada informacij o sebi, ker se bojijo konkurence, ker prehitro se inovirajo, prehitro vse teče, da bi sploh patentirali svoje iznajdbe. Tako da potem pa seveda si kar naprej inovativen, kar naprej hitiš in vedno se spreminjaš. In s tem si raje, da te pustijo na miru, ker navadno to niso z ljudmi, a veste, tu so izjemni strokovnjaki od teh podjetij, ampak tukaj ni neke velike režije, tukaj ni ne vem koliko administracije in tako, da bi zdaj podatke zbirali, dajali in tako dalje. Če pogledamo morda vašo poslovno šolo, pa tudi vašo osebno vpetost v mednarodni prostor, vse od Amerike do Rusije in vmes, organizirate ogromno pomembnih dogodkov, kot je Strateški forum Bled, Predsedniški forum, Challenge Future forum. To so dogodki na mednarodni ravni. Ste na nek način tudi močen network slovenskega gospodarstva s tujino? Ja, pravzaprav smo večji, kot si ljudje to mislijo. Recimo, da dam samo en primer, ki je še najbolj svež. Zdaj sem bila v Rusiji prejšnji teden, tam sem se srečala z gospodom Grefom, ki je predsednik Sberbanke. Sberbanka zdaj zelo veliko, mislim, zelo napada, da tako rečem, srednjo in vzhodno Evropo in zahodno Evropo. Predvsem to je najnovejša zadeva in najnovejši prodor. In gospod Gref je bil prej minister za zunanjo trgovino, takrat, ko sem ga jaz spoznala pred leti. No in sem se z njim pogovarjala o tem, zdaj sem ga srečala na tem forumu, in sem se pogovarjala z njim o tem, ali bi mogoče lahko dal štipendije, kredite študentom, ki študirajo, ruskim študentom, ki študirajo v Sloveniji in drugod. Potem sem ga vprašala, če bo prišel na naslednje srečanje Rusija-Slovenija, tega združenja, ki ga vodi gospod Škrabec. Skratka, to je bilo ena res dobra stvar, da tako rečem, ta srečanja, in seveda si spet lahko nekaj takoj naredil za Slovenijo. Potem sem srečala bivšega ministra za izobraževanje Nizozemske, s katerim sem se spet dogovorila za sodelovanje. Pred kratkim sem spoznala gospoda Češka, s predsednikom Coca-Cole, Muhtarjem Kentom, je bil v Ameriki in je vedel, da se bosta srečala, ker je videl na spisku, in sem mu jaz pisala, če bi lahko gospodu Češko posvetil malo časa, in je v pol uri odgovoril, seveda jo bom, mi imamo namreč katedro Coca-Cola, tako da večkrat res lahko uredim kakšna srečanja in naredim kaj za kakšne ljudi, ampak premalo se. No, prejšnji teden sem tudi organizirala za našega diplomanta srečanje v Parizu z enega gospodarstvenika, z drugim gospodarstvenikom, velikim podjetjem. Tako da, poleg tega pa veste, najvažnejše je to, da se ljudje pri nas srečujejo. Ni samo to, koliko jaz osebno naredim, ker lahko kdaj kaj naredim, ampak bolj pomembno je to, da pri nas bo zdaj, na primer februarja, se začne postdiplomski študij menedžmenta, nova generacija, mislim, da že 23. ali celo 24. No in tam bo 25 držav, med njimi, a veste, od Rusov, Nemcev, tudi Danca bomo imeli, Grka, Slovence, Hrvate, jasno, Srbe, Ukrajince, Saudska Arabija, potem Amerika in tako, Italija. Skratka, zelo zanimive razrede imamo, lahko bi rekli ves svet v enem razredu, in tam se potem ti ljudje pa so 17 tednov, to se pravi 101 dan, cel dan, skupaj študirajo, med seboj spoznavajo, začnejo tudi razna podjetja skupaj ustanavljati. Recimo ta Feniks, o katerem govori velikokrat gospod Seljak. To združenje, ne vem, koliko jih je zdaj podjetij noter, skoraj 50, to je nastalo pri nas na konferenci Evropskega centra za liderstvo, za voditeljstvo, ki je navadno tam maja, junija, je pred nekaj leti, mislim, da je kakšna 3-4 leta od tega, so na enem panelu govorili gospod Seljak, potem je govoril gospod iz Rusije, mislim, on je Srb in je v Rusiji pač zelo veliko dela,
in pa gospod Čerbegovič iz Bosne. No in vsi trije so bili tam in so se tam zmenili na kraju samem o tem, da bojo začeli tekmovati z drugimi, sodelovati med seboj in postati veliki igralci na svetovnem trgu na področju gradbeništva. In potem se na nek način pri vas seveda rojevajo priložnosti, podjetnike mrežite med sabo, predvsem tudi na vašem podiplomskem MBA študiju. Morda lahko še poveste, od kje vse so profesori, ki pridajo predavati k vam? Ja, profesori so pa še bolj mednarodni. Profesorje imamo veliko iz Kanade. Mi imamo kakšnih 5-6 jih je iz Kanade, samo na podiplomskem. Iz Španije imamo 2, iz Francije, Švice, Anglije, Amerike, skratka iz vsega sveta. Pa tudi enega Poljaka imamo, pa tudi kakšnega Slovenca kdaj. A veste, mi ne gledamo toliko na to, a veste, da zdaj pač slučajno je nekdo iz Kanade. Mi gledamo na kvaliteto profesorja. Jaz jih navadno na teh konferencah srečam. Zdaj bo ravno prišel en Portugalec k nam predavati, ki sem ga srečala pred 3 leti, en mlad Portugalec, ki je zdaj na MIT-ju v Ameriki, je dobil štipendijo tam oziroma povabilo, no in je imel en govor na eni konferenci pred parimi leti v Franciji, v Lyonu, in sem ga seveda povabila in se je zdaj pač odločil, da se vrne v Evropo in bi mu celo službo lahko ponudila. A veste, tako da profesor, lahko reče, da naša šola mednarodna zaradi profesorjev, zaradi študentov oziroma udeležencev jih mi imenujemo, ker so vsi že malo večji, razen te poletnih šol, tam so mladi, zelo mladi. Potem jih imamo, mislim, potem zaradi mednarodnega kurikuluma, programa, in seveda zaradi, bom rekla, siceršnje vpetosti, to, da ste, kot ste prej omenili, Združenje menedžerskih šol, 215 menedžerskih šol iz 53 držav. Tudi to je, in tam imamo znotraj tega akademijo za izobraževanje profesorjev menedžmenta, tako da tudi pri nas izobražujemo profesorje. Skratka, zelo smo vpeti v mednarodne tokove in ne samo, da smo zadovoljni s tem, mi bi radi še več. Jaz bi rada imela 30-40 držav v razredu. Vaše izobraževanje je znano tudi po tem, da izobražujete vodstvene kadre tako slovenskih kot mednarodnih podjetij. Lahko morda poveste največ, na katerih področjih pa za katera podjetja se gre? Najbolj se posvečamo in najbolj znani smo po voditeljstvu, po liderstvu. Potem, tu smo zelo dobri tudi zaradi tega, ker uporabljamo metaforo umetnosti, tu smo zelo inovativni. Tudi strategija, splošni menedžment, skratka te splošne predmete, zaradi katerih, če to obvladaš, si potem boljši voditelj. Tako da to je najpomembnejše in tudi zaradi tega smo naredili že vrsto seminarjev. Mislim, da je 14 že bilo za British Aerospace. To smo zdaj 14 let, vsako leto enega imeli, po teden dni trajajočega, potem smo imeli tudi tak za top liderje to so najvišji vodilni bili iz BAE Systems, to je največja multinacionalka angleška. Potem smo imeli 4 seminarje, vsako leto enega za najvišje vodstvo Achmea Group, zavarovalnice na Nizozemskem, največje zavarovalnice njihove, ali pa ene največjih. Potem smo imeli, zdaj smo spet dobili eno novo, sem bila v Braziliji, smo prvič naredili seminar izven Evrope, tudi za angleško multinacionalko. Zdaj se je pa pojavila ena nizozemska šola, ki je dobila ponudbo iz Amerike od ene zelo ugledne, sodobne, take, veste, na področju interneta, ne bom zdaj imena omenjala, ker deal še ni posel sklenjen. No in so se obrnili na to nizozemsko šolo, da bi oni nas kontaktirali in da bi oni bi recimo en modul naredili, pa mi enega. In jaz že kar vem in mi zdaj čakamo, da se to dokonča, ker mislim, da je to naša prihodnost, veste. Mi smo narejeni in ustanovljeni zaradi izobraževanja v Sloveniji, predvsem v Sloveniji. Potem, takrat, ko smo bili ustanovljeni, je bila še Jugoslavija, mi smo bili prva in edina šola v socializmu, z menedžmenta in takrat smo tudi, naprimer mislim, smo imeli tudi veliko ljudi, tako kot imamo danes iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije, ampak potem je pa to se tako odvijalo, da imamo danes recimo med seminarji za posamezna podjetja največ Avstrijcev, recimo iz Erste Bank, iz Hypo Bank,
iz Vienna Insurance Group, Wiener Städtische rečejo, iz Henkla, Avstrija, zdaj bomo za Unico delali. Skratka, a veste, vedno bolj se širimo nekam še v druge države, ker smo postali, bom rekel, preveč že mednarodni, da bi bili samo za tukaj. In mislim, da je pravzaprav največja usluga ta za Slovenijo, poleg tega, da izobražuješ kader, ampak izobražujejo tudi druge ustanove, da ti pripelješ vse te ljudi sem in da potem spoznajo Slovenijo, spoznajo naše udeležence, naše menedžerje in menedžerke in se potem tako razvija, bom rekel, učijo se drug od drugega, razvijajo drug drugega, pomagajo si in seveda sodelujejo. Omenili ste tudi nekako večdimenzionalni model posredovanja znanja. Vključujete na nek način tudi umetnost v sam izobraževalni proces, trajnostni razvoj je zelo pomembna komponenta pri vas. Morda še malo več o tem, na kakšen način vse ste posebni v tej smeri. Ja, pa etika. Moralno voditeljstvo, odgovorno voditeljstvo, to se nam zdi zelo pomembno. Mi smo uvedli že, a veste, biti voditelj še ni dovolj. Moraš biti dober voditelj. Potem je takoj vprašanje, kaj je to dober voditelj. Dober voditelj je nekdo, ki dobro zna voditi ljudi, jih motivirati, mobilizirati, ki ima neko vizijo, strategijo, ki zna pritegniti ljudi za to svojo vizijo in strategijo. To je dober voditelj. Ampak seveda ni dovolj samo vizija, važno je, kakšna vizija. A je to vizija taka, mislim, a je to, da ti hočeš ljudem nekaj pomagati, narediti nekaj dobrega za družbo in za svoje podjetje, ali hočeš zdaj nekoga izkoriščati, ker tudi take vizije obstajajo. Tako da jaz mislim, da je etika recimo najbolj pomembna od vsega tega, kar ste zdaj omenili. Mi smo že pred več kot 20 leti vpeljali. Mi smo bili ena prvih šol na svetu, ki je imela etiko v svojem programu, ker nismo imeli profesorja takoj, čeprav jaz sem predavala etiko na univerzi prej, ampak jaz sem hotela dobiti nekoga, ki bi se, takrat se jaz nisem še ukvarjala z biznisom oziroma s poslovanjem in z menedžmentom. No in tako smo iskali nekoga, ki bi združeval eno in drugo, etiko in to. In potem smo seveda našli mojega kolega Filipoviča, ki to predava. In zdaj imamo tudi predmet za učitelje menedžmenta na tem področju, iz Amerike, zelo znan profesor, predava Anthony Buono. Potem smo pred, mislim, da je zdaj že kar 7-8 let, vpeljali v postdiplomske študije trajnostni razvoj in takrat tudi dobili katedro za trajnostni razvoj pri Coca-Coli. In skratka, to področje zelo razvijamo in imamo tudi na šoli, mislim, pri šoli smo ponudili mesto naše in zavetje UNGC-ju, United Nations Global Compact, temu združenju Združenih narodov za trajnostni razvoj. Zadnjih 10 let pa razvijamo zelo pa art and leadership, to se pravi umetnost in voditeljstvo. Kaj se lahko naučiš, na primer, od glasbe? Od glasbe se lahko naučiš boljše poslušati, da si boljši kot lider, da znaš ljudi poslušati okoli sebe in potem to tudi sprejemati. Od vizualne umetnosti, od slike, naprimer, ne samo, da postaneš inspiriran, ampak se naučiš, naprimer, kako postati boljši opazovalec. Ker menedžer in voditelj mora biti dober opazovalec, ker mora nekako vse v nekem kontekstu gledati, povezovati, videti vnaprej, kaj se lahko zgodi in tako naprej. Tako da od dirigiranja, naprimer, mi imamo film, vizualno umetnost, kako se reče, dirigiranje, imamo predvsem glasbe zelo veliko, ker imamo kanadskega pianista, ki smo ga zaposlili, pa ne samo zato, ker je pianist, ker takih bi bilo tudi pri nas nekaj dobrih, ampak zato, ker je tudi doktor znanosti, filozofije in sociologije in to zelo, veste, in se ukvarja z voditeljstvom in to zelo dobro povezuje. Tako da ravno, ker nas je ena velika multinacionalka svetovno, mislim, ena od najbolj znanih na svetu, ravno snoč klicala, ali bi mi lahko imeli eno predavanje za njih v Nemčiji, so pa, mislim, z Amerike izhajajo, v Nemčiji o umetnosti in voditeljstvu, ker bi radi nekaj novega za svojih 32 direktorjev, ki bojo prišli iz vsega sveta, oziroma ne iz vsega sveta, ampak iz Baltika, tako moram reči, Baltika, Kaukaza in jugovzhodne Evrope na en seminar. In upam, da bomo
to dobro naredili. Tako da učenje od metafore umetnosti, veste, je nekaj, kar človek prvi moment reče, kaj se lahko naučiš. Potem pa vidiš, da se lahko naučiš odličnosti, da se lahko naučiš, ta estetika in etika, to je pravzaprav zelo povezano med seboj. Lahko se naučiš nekako, veste, da se iz kaosa zna narediti red, da lahko naredi red. Miha Pogačnik je na tem področju tudi zelo znan. On pravzaprav neko kompozicijo od Beethovna, na tej kompoziciji Beethovna pokaže, kje se je zgodil menedžment sprememb. To so neverjetne stvari, ki te, bom rekla, inspirirajo, ker umetnost inspirira, šokira, provocira. Umetnost ti pomaga, da vidiš več, slišiš več in čutiš več. In dejansko to so karakteristike dobrega voditelja. Ja, res je to. Omenili ste United Nations Global Compact v New Yorku, se pravi globalna mreža za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj gospodarskih subjektov. Zaključujete mandat upravnega odbora gibanja za odgovorno menedžersko izobraževanje. Po čem si ga boste najbolj zapomnili? Zapomnila si ga bom po veliki konferenci, ki smo organizirali. To je bil ta summit, tako imenovani, ki smo organizirali tu na Bledu v konec septembra. In je prišlo kakšnih 350 ljudi iz vsega sveta in moram reči, da večina izmed njih še nikoli ni bila v Sloveniji prej. Tako da to je bila ena velika stvar. Konferenca je bila izjemno uspešna, izjemno dobri govorniki ali govorci. Skratka, to potem. In pa druga stvar je pa ta, da se mi je zdelo, da nisem mogla dovolj narediti v enem letu in sem tudi predlagala spremembo. Sam zelo nerodno je, veste, predlagati, zdaj, ko sem jaz bila voditeljica, da bi jaz bila še eno leto in tako naprej. Tako da sem predlagala, da naj nekaj naredijo, da bi vendarle nekako bili bolj povezani bivši voditelj, sedanji voditelj in prihodnji voditelj. In to so sprejeli, tako da jaz ostajam v tem ozkem timu 3 ljudi, da prenesem te izkušnje naprej in da lahko, in seveda zapomnila si bom potem, da sem spodbudila vrsto šol, ki se zdaj imenujejo Champions of Principles of Responsible Management Education, principov odgovornega izobraževanja in vodenja, in da so te šole, ki jih je zelo veliko po svetu, tudi v Braziliji, sem bila zelo prijetno presenečena, bojo zdaj poleg teh mednarodnih asociacij v tem združenju. In skratka, več bomo lahko naredili. Ste tudi častna predavateljica na Moskovski državni univerzi MESI. Lahko morda poveste, kakšni poslovni modeli in prakse so tam trenutno najbolj aktualni in se pač posreduje študentom v Rusiji, morda na kakšen način bi prišli prav tudi pri nas v Sloveniji ali obratno? Ja, če se smem malo pohvaliti, jaz sem tudi postala pred pol leta predavateljica na doktorskem študiju v Bogoti. Tako da pa v Moskvi tudi, in tam sem dobila častni doktorat na tem MESI-ju, zaradi tega so me tudi povabili. Jaz moram reči, da navadno se oni učijo od nas. Navadno, jaz sem jim tudi malo učitala zdaj na tem velikem forumu, sem rekla, ker sem imela pač tam en nastop, sem rekla, Rusija je največja država na svetu, Rusija bi morala, pa premier je tam, Medvedev je govoril o trajnostnem razvoju in o izobraževanju in vse mogoče, sem rekla, Rusija bi morala biti bolj samozavestna, kar se tega tiče. In ne samo prenašati neke stvari iz sveta. A veste, tukaj, če sem jaz naredila kaj dobrega za šole drugod po svetu, te, ki so v tem združenju, ki jaz vodim, je bilo to, da sem jim skušala jih nekako napumpati samozavestjo, veste, jim nekako vliti več zaupanja vase, zato ker nismo imeli menedžmenta prej, pa menedžerskega izobraževanja, smo nekako bili preveč ponižni in preveč bili zadovoljni z vsem, kar smo dobili iz razvitega Zahoda. Ampak, veste, v marsičem smo mi to že presegli, ta Zahod. In zato mislim, da bi seveda z Rusije prideš vedno ves nekako ganjen čustveno pretresen, zato ker so tako hvaležni, tako prijazni, tako slovansko gostoljubni in tako da vedno si pol srečen, če lahko sploh kaj za njih narediš. Po drugi strani pa mislim, veste kaj, česa se lahko mi naučimo v Sloveniji od Rusov? To pa je res. Lahko se naučimo misliti veliko.
Oni sicer je to po eni strani mislijo, oni so res kot velika narod, kot velika, ne morem reči narod, ker so velika država, oni mislijo veliko. In marsikakšen Slovenec bi moral razmišljati večje, veste, večje ambicije imeti v tem smislu, ambicije, ne. Tako da to me vedno, mislim, je pa vsako sodelovanje z njimi, ker so zelo žejni znanja, študentje so strašno navdušeni, ko sem jaz bila tam, so skar 30 mladih je okoli mene stalo, so hoteli, da bi jim povem, kaj mi delamo na naši šoli, vsi bi prišli študirati, tako, mislim, lepo je bilo, no. Morda še komentar na vaš čudovit razgled, sigurno je vaša mednarodno priznana in renomirana poslovna šola edina ali pa morda med redkimi, ki je na tako čudoviti in edinstveni lokaciji, kot je Bled, s takim čudovitim razgledom na jezero. To opazijo sigurno tudi ljudje, ki pridejo k vam. Ja, to je res. Ko šola še ni bila na Bledu, ko smo jo šele gradili, je v Financial Timesu izšel članek School with a View, šola s pogledom. V angleščini je lahko view vizija, lahko je pa pogled. In tako ga tudi mi tolmačimo, zato smo mi dali, potem smo mi prevzeli od Financial Timesa ta stavek in to misel in smo jo dali slogan, lahko rečem, in smo ga dali pod našo, kako se že reče, pod naš logo School with a View, šola s pogledom. In kot sem rekla, lahko si misliš, da je z vizijo in pogledom, ampak moram reči, da odkar sem tukaj, ne bi več mogla nikjer živeti, kjer ne bi imela pogleda. In vsi, ki pridejo sem, rečejo, da je prvič je šola zelo lepa mojstrovina pokojnega Vojteha Ravnikarja, drugič, da je to šola, ki je seveda polna umetniških del, predvsem slovenskih slikarjev, izjemno lepih in kiparjev, in tretjič, da je to res šola, ki ima vizijo, ker nekoč je eden izmed naših predsednikov slovenskih rekel, da ima ta šola pravzaprav, zdaj mogoče ni prav, da to rečemo, ampak več vizije kot Slovenija sama, veste. V tem smislu ambicioznosti, da hočeš biti prvi, najboljši, to se mi zdi, da malo Sloveniji manjka tega. In ta vizija in ta pogled je sigurno inspirativna. Spoštovana profesorica Danica Purk, jaz se vam najlepše zahvaljujem. Želim vam, da ostane vaš pogled vedno širši še naprej. Hvala lepa za sodelovanje, za vaš čas. Srečno, vse dobro želim. Hvala lepa, hvala. Spoštovani gledalci, to je bil mini portret s profesor Danico Purk. Lepo pozdravljeni iz IDC Poslovne šole Bled in hvala za vašo pozornost.